kar začel. Danes bomo pogledali, kaj nas čaka na finančnih trgih v letu 2013. Najprej bomo na hitro pogledali, kaj se je dogajalo ključnega v letu 2012, kaj lahko pričakujemo v naslednjem letu, ter kako naj reagirajo in kako naj se pozicionirajo vlagatelji. In na koncu pa še ta ključni del vaše vprašanja, da naredimo to prezentacijo nekoliko bolj interaktivno. Kaj se je dogajalo leta 2012? Če pogledamo zdaj ta dva grafa, vidimo, da so delnice precej rasle v zadnjem letu. Odkrito povedano je to mene, pa tudi dosti drugih strategov precej presenetilo. Lani ta čas nekako se ni pričakovalo tako rast delniških trgov. Do današnjega dne je S&P 500, to je ameriški indeks, zrasel za dobrih 12%, nemški DAX skoraj 30%. Istočasno so se donosi na državne obveznice še dodatno znižali, še toliko, kot so bili konec lanskega leta že nizko. To, da se donosnost delnic zniža, pomeni seveda, da tečaji rastejo. Zdaj, zakaj se je vse to dogajalo? Na eni strani vidimo, da pričakovanja o gospodarski rasti padajo, po drugi strani je še veliko zahodnih držav se bojuje z javnofinančnimi krizami, po drugi strani pa tako državne obveznice pridobivajo na vrednosti kot tudi delnice. Zdaj, zakaj se je to zgodilo? Glavni razlog je bila sama monetarna politika centralnih bank, tako v Ameriki kot v Evropi, kot v Aziji in v večini držav. V Združenih državah Amerike je Fed pričel letos septembra z 3. stopnjo kvantitativnega sproščanja. Kvantitativno sproščanje je po domače povedano poplavljanje trga z likvidnostjo, tiskanje denarja, poenostavljeno rečeno. S tem tretjim korakom kvantitativnega sproščanja je začel ciljati direktno na trg nepremičnin, ker nekako pričakuje se, oziroma tako monetarne oblasti kot tudi fiskalne oblasti v Združenih državah Amerike nekako imajo trg nepremičnin za tisti ključni del, ki naj bi vplival na nadaljnjo gospodarsko rast. Kot vemo, od poka nepremičninskega balona in od začetka finančne krize leta 2008 je nepremičninski trg bil v krču in s tem, ko bi ta trg spet zaživel, bi se povečalo trošenje ameriškega prebivalstva, kar bi preko multiplikatorjev dodatno vplivalo na rast ameriškega BDP-ja. Prejšnji teden je Fed napovedal že četrto stopnjo kvantitativnega sproščanja. Mesečno naj bi odkupil 45 dodatnih milijard dolgoročnih državnih obveznic. Hkrati, kar se je zgodilo prejšnji teden, kar je precedens v monetarni politiki Združenih držav, je to, da je Fed napovedal, da bo držal obresti na nizkih nivojih, dokler ne pade brezposelnost na 6,5% oziroma še nižje, ob predpogoju, da inflacija ne preseže 2,5%. Zdaj, tako konkretnih ciljev Fed ni nikoli imel. Sicer obstaja velika razlika med ameriškimi zveznimi rezervami in Evropsko centralno banko, kar se tiče same politike, ki jo vodi. Ameriški Fed od zmeraj cilja ne samo na inflacijo, pač pa hkrati tudi na gospodarsko rast. Medtem ko na drugi strani Atlantika, predvsem zaradi zgodovinskih razlogov, Evropska centralna banka vedno se koncentrirala samo na stopnjo inflacije. To je pač posledica tega, da je Evropska centralna banka ideološka naslednica nemške Bundesbank. Vsi pa vemo, da nek prastrah, ki obstaja v Nemčiji, je prastrah pred inflacijo iz časa Weimarske republike. To kredibilnost Fedu je povečala še zmaga Baracka Obame na predsedniških volitvah, ker republikanska stran nekako se ne strinja toliko kot demokrati z to monetarno politiko zagotavljanja izredne likvidnosti na trgu, ker se pač bojijo, da se bo slej kot prej da bo slej kot prej povzročilo skok inflacije. O inflaciji ni zaenkrat še nobenega duha in sluha, tako da lahko kar verjamemo, da bo ta monetarna politika, ki jo Fed obljublja, še kar nekaj cajta trajal, verjetno kar še nekaj let. Na drugi strani Atlantika so se tudi dogajale zelo pomembne stvari na področju reševanja javnofinančne krize v Evropski monetarni uniji.
kar je najpomembneje, ustanovljen je bil European Stability Mechanism, ESM, ki naj bi postal naslednik prejšnjega European Financial Stability Facility. Zdaj, kakšna je razlika? ESM, en izmed pogojev ESM-a je ta, da države, ki zaprosijo za pomoč Evropsko centralno banko oziroma Evropsko unijo, pridejo direktno pod upravo tako imenovane trojke. To je Mednarodni denarni sklad, Evropska komisija in Evropska centralna banka. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je to, da Evropska centralna banka bo lahko kupovala obveznice držav, ki so vključene v ESM, dokler jim bo dostop do trgov kapitala zaprt. Na ta način naj bi pač znižala ceno zadolževanja perifernih evropskih držav, kar je predpogoj, da začnejo te države bilo kdaj spet gospodarsko okrevati. Nadaljna stvar, ki je zelo pomembna pri ustanovitvi ESM-a, pa je to, da so se države zavezale ustanoviti bančno unijo, kar pomeni, da bo obstajal nek centralni evropski nadzorni organ nad vsemi evropskimi centralnimi bankami in s tem se bo tudi pogojevala direktna pomoč bankam v težavah, ker danes Evropska centralna banka ne more nastopiti s pomočjo direktno z bankami v posameznih državah članicah, ki so v težavah, pač pa lahko samo lahko posoja samo državam, ki potem naprej posodijo ta sredstva svojim problematičnim bankam, ampak problem tega je, da gre ta pomoč državam v javni dolg. Zdaj, če izpustimo državo iz te verige, potem ta pomoč bankam, ki bo direktna, ne bo šla več v javni dolg samih držav članic EMU. Prvi koraki v smer bančne unije so bili dejansko storjeni že z samim nastankom ESM-a, to je v sredini letošnjega leta. Zdaj, pomembno je pa, da so se prejšnji teden na Evropskem vrhu finančni ministri držav članic, da so ta načrt potrdili. Zdaj, še vedno obstaja zelo veliko neznank, kot se ponovadi dogaja, ko se evropski finančni ministri oziroma evropski premijeji oziroma Evropska komisija o bilo čem glede reševanja krize dogaja, ampak že to, da so pač sprejeli nek kompromis, je nek pozitiven signal trgom. Kaj lahko pričakujemo v letu 2013? Poglejmo zdaj najprej makroekonomske kazalce in nevarnosti, ki pretijo na svetovno ekonomijo. Napovedi gospodarske rasti se globalno gledano nižajo. Večji del Evrope je ponovno v recesiji. Stopnja brezposelnosti v Evropi še vedno raste. Kar je nevarno, je, da se kriza preseli iz obrobnih držav v samo jedro Evropske unije in država, ki bi utegnila postati v naslednjih letih kritična, je Francija. Problem Francije je ta, da v tem času, ko so recimo ostale periferne države, mediteranske države, začele z nekimi strukturnimi reformami, da bi postale bolj konkurenčne, ker jih je preprosto v to prisilil trg, Francija dejansko ni začela z nobeno reformo in postaja v primerjavi z ostalimi članicami precej nekonkurenčna. In vsi vemo, da vsaka reforma v Franciji traja. Verjetno poznate, se spomnite prizorov stavk v Franciji, ko gredo sindikati na ulice, gredo v gromozanskem številu in je še bistveno bolj večjo moč imajo v Franciji sindikati, kot recimo pri nas, oziroma jo vsaj bolj javno pokažejo. Druga nevarnost, ki ostaja znotraj Evropske unije, pa je sam odhod Montija v Italiji. Če Mario Monti odide, kar je napovedal, da bo že s koncem letošnjega leta lahko, oziroma začetkom naslednjega, to pomeni, da Italija utegne zelo kmalu spet izgubiti kredibilnost, ki je na trgu zagotovil Mario Monti. Italija je ključna država v evropski krizi, njen javni dolg je gromozanski, je zelo velik, imajo pa to srečo, da je večina njihovega javnega dolga notranjega, se pravi, da so italijanske finančne inštitucije, da imajo v lasti velik del tega dolga, se pravi, da so nekoliko manj občutljivi na gibanje na trgih, na tujih finančnih trgih. Ampak v vsakem primeru odhod Montija bo poslal en zelo negativen signal investitorjem in se utegne obresti na italijanski državni dolg v naslednjih mesecih precej povečati, kar pa to pomeni, da se bodo hkrati povečale tudi obresti na ostale
na dolg ostalih držav v periferiji, vključno z Slovenijo. Kot sem prej že omenil, glede same bančne unije, ki je ključnega pomena za direktno pomoč evropskim bankam, obstaja še precej nejasnosti, tako glede časovnega horizonta implementacije. Zdaj, prejšnji teden so vse razrešili to, katere banke so v ta program nadzora sploh vključene. To so vse banke z bilančno vsoto nad 30 milijard evrov. Tako da problem je, da še zmeraj ostane precej lokalnih bank, naprimer nemških Länderbank in tudi španskih KAH iz tega izuzeto. Zdaj vemo pa sploh za Španijo, da ključni problem je bil ravno v teh njihovih hranilnicah, njihovih KAH-ah. In nevarnost, ki obstaja že ves ta čas, je Grčija. Grčija pač po mojem mnenju in po mnenju mnogih ostalih analitikov je insolventna. Grčija se iz svojih dolgov ne bo izkopala nikoli. Dejansko vsa pomoč, ki gre Grčiji, gre takoj v istem hipu nazaj nemškim in francoskim bankam. Z reševanjem Grčije se dejansko rešuje samo evropski finančni sistem oziroma konkretne nemške in francoske banke, ki so tiste, ki imajo največji del tega grškega dolga v svoj lasti. Zanimiv recimo podatek, da Grčija takoj za Združenimi državami Amerike ima največji del BDP-ja namenjenega obrambi. In medtem, ko je varčevala na vseh drugih področjih, tega deleža ni zmanjševala na področju obrambe. Je pa zanimivo pogledati, kje Grčija dejansko se oborožuje večinoma v Nemčiji. Tako da pač vedeti moramo, da vso pomoč, ki jo dajemo mi in ostale evropske države Grčije, da gredo direkt nazaj po večini finančnim inštitucijam v Nemčiji in Franciji. Na drugi strani Atlantika je slika nekoliko bolj optimistična. V Združenih državah Amerike se stopnja brezposelnosti vztrajno niža. Pojavlja se optimizem na nepremičninskem trgu, so signali, da nepremičninski trg je začel okrevati, ta dodatna pomoč Feda to še pospešuje, ampak glavna nevarnost, ki v tem trenutku ostaja v Združenih državah Amerike in o kateri vsi govorijo in govorimo, je nevarnost fiscal cliffa. Zdaj, kaj ta fiscal cliff je? Leta 2001 je Bushova administracija sprejela nek širok paket davčnih olajšav, ki naj bi veljal do leta 2010. 2010 so se Združene države Amerike počasi začele pobirati po padcu, po začetku krize in Obamova administracija pač ni hotela tega paketa davčnih olajšav ukiniti, ker bi lahko zaustavilo okrevanje. Pač pa so podaljšali te davčne olajšave še za 2 leti. Zdaj, te davčne olajšave pokrivajo večji del prebivalstva ameriškega, tako revne, tako srednji sloj, kot tudi najbogatejše Američane. In problem je zdaj v tem, da pač Obamova administracija noče podaljšati teh olajšav tudi za najbogatejše Američane. Na drugi strani pa v kongresu, ker imajo republikanci večino, je bil lani sprejet nek kompromis glede maksimalnega javnega dolga v Združenih državah Amerike. Sprejeli so nek kompromis, ki se je spet pač preložilo vso stvar za 1 leto in ta kompromis pa pravi, da če ne dosežejo nekega drugega dogovora v kongresu, republikanci in demokrati, da bo prišlo do zelo velikega znižanja javne porabe. In dejansko pogojujejo nov kompromis s tem, da se v davčne olajšave vključi tudi najbogatejše Američane, ki so seveda pač vedno tradicionalno volivci republikanske stranke. Zdaj, problem je v tem, da sta samo še 2 tedna, da imajo v kongresu časa samo še 2 tedna, da sprejmejo nek kompromis in zaenkrat ne kaže, da ga bodo. Jaz osebno verjamem, da 5 minut pred polnočjo, da bo do tega prišlo. Ravno včeraj oziroma predvčerajšnjem je republikanska stran nekoliko popustila, ampak je Obamova administracija njihov predlog zavrla, ampak stvari se počasi premikajo in jaz mislim, da se bo par minut pred polnočjo, da bo do tega kompromisa prišlo. Zdaj, kaj, če do tega ne pride? Če do tega ne pride, to pomeni, da se bo ameriški proračunski primanjkljaj zelo znižal, ker pač
se bodo znižale davčne olajšave, se pravi, povečali se bodo davki, na drugi strani znižala se bo javna poraba, ampak kaj je problem tega? Problem tega je to, da bo šlo to na račun gospodarske rasti in velika verjetnost je, da če se to zgodi, da bodo Združene države padle ponovno v recesijo. Mislim, da mi pa ni treba posebej poudarjati, kak vpliv bo imelo to na globalno gospodarstvo. Zdaj, da gremo še pogledati nekoliko širše svetovno gospodarstvo. Kaj se dogaja pa s Kitajsko? Kitajski se že zadnja 4 leta konstantno napoveduje nek hard landing, nek občuten padec gospodarske rasti. Do tega zaenkrat še ni prišlo. Kitajskim oblastem je uspelo tako z ustrezno kombinacijo fiskalne in monetarne politike, kot tudi s kontrolo investicijske politike preprečiti nek hitrejši padec gospodarske rasti. Ja, res je, ni več 11%, kot je bila par let nazaj, ampak je še zmeraj nad 7%. Zdaj, kaj je 7% gospodarska rast? Koliko je to, lahko vidite, če primerjate recimo z Evropo, z Slovenijo oziroma tudi z Združenimi državami Amerike, če zmeri gospodarstvo rase po zelo visoki stopni. Kar pa je pomembno je to, da se v zadnjem času indikatorji kažejo, da se kitajska gospodarska rast ponovno krepi. Industrijska proizvodnja se je v novembru letošnjega leta povečala za 10,1% glede na leto poprej, prodaja na dobro za skoraj 15%, inflacija znaša 2%, kar v tem trenutku ni kritično in recimo, da vsej srednjeročno inflacija ne bo postala nek velik problem v kitajskem gospodarstvu. Kar je pa pri vsem tem najpomembnejše, je pa to, da postaja domača potrošnja glavno gonilo kitajskega okrevanja. Kot veste, v preteklosti je bil to najprej izvoz, potem so bile domače investicije, iz tega je tudi nastal nek balon, tako nepremičninski, sploh v velemestih na vzhodni kitajski obali, pa tudi v večjih mestih v notranjosti. Poceni denar je tudi kot povsod imel za posledico veliko neprofitabilnih projektov, ampak kar je zdaj pomembno je to, da končno domača potrošnja postaja tisto glavno gonilo okrevanja. Zdaj to je pomembno, sploh če vemo, da 500-600 milijonov Kitajcev še vedno živijo od $1-2 na dan in obstaja še zmeri neka gromozanska rezerva, ki je Kitajska na tem področju ima. Pomembna bo zdaj v naslednjih letih tudi agrarna reforma, ker to, kar se je recimo zgodilo na Kitajskem v 90-ih letih, da je podobno kot pri nas začetek 90 po Jazbinškovem zakonu, da so Kitajci, ki so živeli v mestih, postali lastniki svojih nepremičnin, na podlagi katerih so se potem lahko zadolževali, več trošili, investirali in tako naprej, da se to zgodi tudi na podeželju z agrarno reformo, da postanejo kmeti dejansko lastniki zemlje, ki jo obdelujejo. To se na Kitajskem še ni zgodilo, ampak upajmo, da se pač v naslednjih 5 letih, morda tudi kaj več, bo res pač do neke mere tudi ugodna monetarna politika prispevala k tem obratu, ki se nakazuje, ki še ni gotov, ampak se nakazuje glede kitajske gospodarske rasti, ampak kje druge pa ni. Potrebne bodo strukturne reforme, ampak v tem trenutku kaže dobro. Kaj to pomeni za kitajski delniški trg? Podobno kot so bila pričakovanja, da bo gospodarstvo doživelo nek crash v preteklih letih, se je gibal tudi kitajski delniški trg. To je indeks kitajskih delnic Shanghai Composite. Vidimo, da je v preteklih 3 letih konstantno drsel. V letošnjem letu je v bistvu na nuli. Če pride do tega obrata, da se bodo v kitajskem gospodarstvu pojavljali še naprej recimo 1-2 kvartala neki pozitivni indikatorji, ki bodo nakazovali, da se bo trend gospodarske rasti obrnil, potem osebno verjamem, da se bo to slej ko prej odrazilo tudi na kitajskem delniškem indeksu, ker za razliko od ostalih indeksov preprosto ni rasel v zadnjih 3 letih, ko so ostali doživljali največji boom. Kot zanimivost, v petek so doživeli kitajski delniški indeksi največji dnevni skok v zadnjih 4 letih, od 4 do 5% dnevno. Tako da osebno mislim, da je še prezgodaj za ziher reči, da se bo ta obrat zgodil, ampak je pa velika verjetnost. Sploh, če bodo pač ti pozitivni indikatorji, kot sem rekel že prej, v naslednjih kvartalih to potrebovali.
Zdaj v preteklih letih se je precej govorilo o zlatu. Zlato je relativno gledano na nekih visokih nivojih, ampak osebno mislim, da dokler bodo politike centralnih bank tako ekspanzivne in dokler bodo centralne banke zagotavljale tako likvidnost na trgu, da bo zlato imelo podporo še naprej. Ja, lahko zdrsne nazaj proti 1500 evrov, $1500 za unčo kratkoročno, ampak mislim, da podporo bo pač nudila preprosto monetarna politika centralnih bank. Kaj naj v takem okolju storijo vlagatelji? Dajmo še enkrat pogledati, kako je trenutno stanje. Delniški indeksi so blizu ravni izpred krize, blizu leta 2007, začetka 2008. Vrednotenje delniških indeksov je sicer zmerno, to da če pogledamo Shillerjev PE kazalec, posebnost tega kazalca je to, da gleda dobičke podjetij za povprečje 10 let in pokaže nekako precej drugačno sliko kot navaden PE, ki gleda sem pač zadnje dobičke iz zadnjega kvartala oziroma zadnje objavljene dobičke trga. Ta Shillerjev prilagojeni PE kaže na precenjenost delniškega trga. Na drugi strani imamo državne obveznice, ki so na rekordno visokih nivojih in če kdaj obstajajo kak balon, je to ta. Podobno tudi zlato relativno visoko. Globalna gospodarska rast na drugi strani pada, ampak centralne banke še vedno poplavljajo trg z denarjem, nekih inflacijskih pritiskov ni zaznati, tako da kljub temu, kljub vsem rekordnim nivojem, mislim, da bo preprosto ta monetarna politika, ta gromozanska količina denarja v obtoku nudila podporo tako obvezniškim trgom, tako delniškim trgom, kot tudi surovinam in zlatu. V tem trenutku bi svetoval rahlo pozitivno pozicioniranje na delniških trgih za leto 2013, ampak ključni dejavnik je ravno ta fiskalni prepad v Združenih državah Amerike. Pričakujem, da bodo v naslednjem letu delniški trgi še vedno držali te nivoje ob pogoju, da Združene države rešijo ta svoj problem. Če do tega ne pride, potem si ne upam napovedovati, kaj se bo zgodilo. Lahko pride do kratkotrajne korekcije, kratkotrajne panike vlagateljev, lahko bo ta panika nekoliko daljša, lahko se celoten trg obrne za celo leto navzdol, tega si ne upam napovedovati. Tako da, kar je najpomembneje, je spremljanje v naslednjem mesecu oziroma v naslednjih tednih že, kaj se bodo v kongresu dogovorili republikanci in demokrati. Kot sem že rekel, če pride do kompromisa, bo sama monetarna politika Feda nudila precej podpore delniškim trgom, obvezniškim trgom in surovinskim trgom. Evropske delnice so po vrednotenju sicer cenejše od ameriških, ampak z razlogom, ker obstaja še vedno precej negotovosti glede reševanja evropske finančne in širše gospodarske krize. Ampak, če gledamo zdaj znotraj evropskih podjetij, naj se vlagatelji v vsakem primeru osredotočajo na ta Core Europe, se pravi evropsko jedro, ter podjetja, ki so tam bazirana in ustvarjajo velik del prihodkov, bodi si na azijskih trgih, bodi si tudi na ameriškem, ampak predvsem na azijskih. Jaz nekako pričakujem, da v letošnjem letu bi Azija utegnila biti tista, ki bo nekako outperformala ostale trge, preprosto zaradi tega, ker sem pregovoril glede Kitajske, da utegne v veliki meri potegniti za sabo tudi nekatere satelitske države, kot ne vem, Tajska, Indonezija, Filipini. Je pa res, da je treba počakati še kak kvartal ali dva, da se vidi, ali so ti podatki, ki prihajajo iz Kitajske, verodostojni, ker vemo, da pač kitajska statistika ni najbolj zanesljiva, zdaj se na Kitajske menjala oblast, tako da je možno, da je tudi iz tega naslova prišlo do nekih prilagoditev, ampak tudi če gledamo recimo podatke tujih bank, ki so na Kitajskem, so spodbudni, tako da upajmo, da se bodo nadaljevali vsaj še en kvartal ali dva, kar bi po moje lahko pomenilo ta obrat tudi na kitajskem delniškem trgu. Zdaj, če do tega pride, kako naj vlagatelji to zgodbo izkoristijo. Avstralski dolar, trajne dobrine, izvozniki na Kitajsko, seveda industrija tudi morda nekoliko manj kot v preteklih letih, se pravi industrijski izvozniki na Kitajsko, in kot sem že rekel, satelitske azijske države.
Državne obveznice, ponavljam, balon v vsakem primeru, po vseh indikatorjih, ampak mislim, da bo ta balon trajal še kar nekaj časa, tako da močno dvomim, da bi se nek zlom zgodil v naslednjem letu, dokler pač traja to kvantitativno sproščanje na ameriški in na evropski strani. Vlagatelji ne sicer dajo prednost podjetniškim obveznicam, ampak naj ne pričakujejo nekih visokih donosnosti. Valute, tukaj gledam za nek širši, nek daljši časovni horizont, še vedno priporočam pač valute tistih držav, ki niso zadolžene, valute tistih držav, ki imajo presežke na tekočih računih plačilnih bilanc. Skandinavske države, sploh za Norveško, se pričakuje, da bo še dvigala obrestno mero, ostale države verjetno obrestne mere ne bodo zdaj dvigale, ampak še zmeraj nekoliko dolgoročne gledano, ne samo za leto 2013, pač države, ki imajo podporo v surovinah, naprimer kanadski dolar, avstralski dolar, bodo verjetno v prihodnjih letih se odrezale dobro v primerjavi z evrom in dolarjem, ki vsi vemo, kakšne javno finančne težave imata. Kar je pa najpomembnejše in kar pač vedno opozorim, je, da je bistveno pomembnejše kot vse to, kar sem zdaj povedal, kot vsa pričakovanja, ki jih analitiki, strategiji imajo za leto naprej, je to, da vlagatelj sam pri sebi ve, za kakšno obdobje vlaga, kakšen profil je, koliko rizika je pripravljen tvegati, kak je njegov finančni cilj. Na podlagi teh dejavnikov je pač pomembno, da oblikuje začetno strateško alokacijo svojega premoženja tako, da tudi če so vsa njegova pričakovanja, vsa pričakovanja analitikov in vsa pričakovanja strategov napačna, da se to na njegovem premoženju ne bo poznalo toliko, da tega finančnega cilja on ne bo mogel doseči. Če pokažem samo primer recimo alokacije, ki jo imamo na upravljanju na GBD-ju, najpomembnejše je, da v samem začetku, glede na svoj finančni cilj in horizont investiranja, pač oblikuje portfelj z ustreznimi deleži delnic, obveznic, surovin, gotovine. Vse ostalo, kar sem povedal do zdaj, je samo fine tuning. Pričakovanja so samo fine tuning. Recimo, če pričakujemo pač, da bo gospodarstvo okrevalo, da bodo delnice rasle naprej, to pomeni, da samo pač prilagodimo za nekaj odstotnih točk v portfelju, povečamo znesek delnic glede na začetno alokacijo. To je dejansko pač najpomembnejše, kar mora vsak vlagatelj vedeti, tako da tudi, če pač posluša mnenje analitikov, strategov, da ve, da to, kar pač govorijo, da je samo njihova napoved, da to ni matematika, to ni fizika, to ni eksaktna znanost. Recimo, nek rek velja, da pameten analitik nikoli ne napove, kdaj se bo zgodilo to, kar napoveduje. In to pač mora vsak vlagatelj sam pri sebi upoštevati. Da ponavljam še tretjič, da je najpomembnejše časovni horizont, za katerega investira in začetna strateška alokacija, ki jo na svojem premoženju naredi. Vse ostalo potem je samo fine tuning. Zdaj, če ima kdo kako vprašanje, bilo kakšne komentarje? Imam eno vprašanje, gospoda, kaj se bo zgodilo, če bodo naši sindikati v Sloveniji še tako vztrajali naprej? Mislim, da odgovor vsi poznamo. Tako blizu Grčije, kot se pač govori, še nismo, bistveno bolj blizu smo razne Španije, Irske, o tem bo tudi kolega naprej govoril o samem izvoru krize. Ja, pač če bodo sindikati blokirali vsako pobudo, potem slej ko prej se bo zgodila trojka. Ali me zanimijo slovenske obveznice potem? Če bodo sindikati še naprej blokirali vsako pobudo, to pomeni, da bodo tečaji slovenskih obveznic padali. Zdaj, v tem trenutku, odvisno od tega, koliko ste vi pripravljeni tvegati, oziroma koliko vi verjamete, da se bo situacija v Sloveniji, ne samo ekonomska, ampak gledano čisto politična, izboljšala. Je pa res, da pač v veliki meri so pribitki na slovenske obveznice odvisni tudi od tega, kaj se dogaja v ostalih perifernih državah. Zaradi tega je to, kar sem pač rekel prej, da odhod Montija bi lahko pomenil
da se bodo povečali pribitki tudi na vse ostale kritične države, vključno za Slovenijo. Tako da samo pač en manjši del te usode nosimo sami, ampak je pa res, ja, če bodo sindikati še naprej blokirali vsako najmanjšo pobudo, to, kar se dogaja zdaj, da dejansko sklicujejo referendum na proračun 2013, mislim, to je absurd, ki ga Evropa in svet še ni videl, ne. Tako da vemo vsi dejansko, kaj to pomeni. Podatki, ki ste jih navedel o zelo solidni rasti delniških trgov v letu 2012, ti seveda ne morejo veljati za Slovenijo, se vsi vemo, ne? Zdaj, kaj bi vi lahko svetoval vlagateljem, ki so preveč močno prisotni na slovenskem trgu, pa premalo na drugih trgih, glede na situacijo, ki jo zdaj predvidevate za 2013? Glejte, Slovenija predstavlja v celotni kapitalizaciji, mislim, da niti 1 promil, če gledamo svetovni delniški indeks, in pač še vedno, če pač živimo tukaj in mislimo, da poznamo nekoliko boljšo situacijo, še vedno, če imamo 1% Slovenije v celotnem portfelju, to je še vedno 10-krat več, kot dejansko Slovenija na kapitalskih trgih predstavlja, tako da je treba razmišljati v to smer, da slovenska kapitalizacija predstavlja tako malo, da imeti večina portfelja v njej je izredno tvegano, zelo se izpostavite nekemu zelo majhnemu trgu, ki je nelikviden, ki vsi vemo, kaj se dogaja na njem. Dejansko problem je sploh v samih podjetjih, ki v Sloveniji sploh kotirajo na borzi, ne. Zdaj pač posplošujem, ampak vemo, kakšna je lastniška struktura tako imenovanih slovenskih blue chipov, da jih obvladajo takšna in drugačna omrežja, da ima država velike deleže, da nacionalni interes, na katerega se sklicujejo že odkar pomnimo, kdorkoli je pač na oblasti, ne gre za nacionalni interes, ampak za čist neke navadne osebne interese. Celo politično stanje, cela družbena situacija v tej državi je taka, da se jaz ne bi upal na ta trg v tem trenutku, oziroma že vsa prejšnja leta sem nasprotoval vlaganju v slovenske delnice ravno zaradi tega. Tudi če neko podjetje izkazuje recimo solidne kazalce poslovanja, je celo neko širše ekonomsko okolje, neko širše politično okolje tako, da jaz si v njega ne bi upal iti. In v tem trenutku spet se čakajo privatizacije, se čakajo prodaje, smo videli, kako je bilo spet pri Mercatorju. Jaz pač v te govorice ne verjamem pretirano, ne glede na to, katero podjetje se bo poskušalo sprivatizirati, se bo poskušalo prodati, vedno se bo najdel nekdo, ki ima neke čist zasebne interese tam, ki bo preko takšnega ali drugačnega načina začel sklicevati referendum in tako naprej. Zdaj imajo neki sindikati zaposlenih v kemijski industriji, začnejo sklicevati referendum za proti slabi banki, vemo, kje smo, ne. Jaz bi pa vprašal, glede na to, kar ste povedal, zdaj nazadnje, kam bi pa pol uvrstil našega farmacevta, kot je Krka? On nima, po moje, politične strukture noter, dobro delajo, imajo dobičke, delajo na tujih trgih, se pravi, tovarne imajo tudi v tujini. Zakaj pa on naraste? Mislim, v veliki meri je to pač pogojeno s tem, da večji del kotacije je na ljubljanski borzi in ta je nelikvidna. Po drugi strani, zdaj pač priznam, jaz nisem nikoli Krke analiziral v podrobnosti, ker sem se ukvarjal več ali manj z tujimi trgi. Po kazalcih, če pogledamo na hitro, ja, je precej ugodno vrednoten in zdaj za Krko morda na dolgi rok ni napačna naložba. Predvsem zaradi tega, ker ste pač povedali, da je nekako izuzeto iz zgodbe vseh ostalih slovenskih blue chipov, ampak zakaj ne rase, ne vem. Moje prvo mnenje je to, da zaradi same nelikvidnosti slovenskega borznega trga. Zdaj, ali je tarča za prevzem ali ne, spet smo pri tisti zgodbi, da tudi če bi Krka recimo postala neka prevzemna tarča, da bi se že nekdo našel, da bi temu na tak in drugačen, recimo temu nekorekten način nasprotoval, ampak gledajte, to govorim predvsem na pamet, ne.
Jaz bi mogoče tukaj nekaj dodala, jaz pa tako Krko zelo spremljam in v bistvu že dolga leta in se podobno pač vprašanje zastavlja. Recimo poglejte, če ne bi Krka sama kupovala svojih delnic, bi bila cena bistveno nižja kot je. Ja, in dejansko svežega denarja v slovenske delnice že nekaj let ne beležimo, razen ko gre za špekulativni denar, bodisi insajderskih ministrov in uslužbencev Ministrstva za finance, tako kot smo videli zdaj v Telekoma, tipičen dokaz, zakaj pa niste kupila še Petrola, pa še kakšnih drugih, očitno se bo samo Telekom prodal. In problem te Krke, poglejte, recimo zdaj zahtevek po dokapitalizaciji Nove Ljubljanske banke 375 milijonov. To je kot bi četrt Krke. Krkna kapitalizacija Krke je v bistvu 4-krat večja, to, ko bomo zdaj sam spet dali že ne vem kjerič v luknjo v NLB, pa smo vsi tiho, praktično to gre kar mim. Reče, do novega leta bo NLB potrebovala 375 milijonov. Če pa je rekel, zdaj pa prodala četrtino Krke tujcem, kaj se pa vi greste, veste. Tako da tlele imamo čudno državo in kot upravljavci premoženja bi ravnali zelo neodgovorno, če bi v bistvu investirali v takšne delnice večje količine denarja, ker ko bi jih hoteli prodati ali pa zamenjati strukturo, mi nimajo komu prodati. Kar reče, ne bomo odkupovali, nimaš komu prodati. In to se v Sloveniji dogaja. Enostavno smo ujetniki pač slovenskih delnic, ki jih nimaš po pametne ceni komu prodati. Kako je bilo v preteklosti to nagrajevano, če si zaupal v slovensko državo, se je pa videl pri NKBM, kjer je država sprovocirala ljudi, da so stali v vrstah po 27 evrov, zdaj ima pa dober evro še. Pa zaradi tega ni še nihče z imenom in priimkom odgovarjal. Ja, ampak potem je vse to tako, konc te države, če smo čisto, če tako razmišljamo. A veste, pravijo vsi, Ljubljanski banki se pa ne upa noben reči. Ja, oprostite, ampak mogoče imajo zelo noro idejo, ampak če v podjetju so rekli, podjetje ni ustvaril, je v problemih, se je plača zmanjšala. Pa povejte, komu v Ljubljanski banki se je plača zmanjšala. Kdaj je kdo v državi rekel, v redu, boste se vi med sabo skristalizirali, ampak boste imeli zajamčeno plačo. In potem, če bi to rekel pred 5 letom, meni verjemite, bi bila danes Ljubljanska banka drugačna. Ker se prečistili med sabo. Vedno je samo miselnost prodati. Jaz ne vem, jaz sem stare generacije, oprostite, ampak tisti, ki je vse prodal, nikoli potem nič več ni imel. Jaz sam sebe prodal. Jaz ne vem, jaz pa mislim, da se tudi borzi in vsi bi lahko mehen do drugačnih idej prišli. Mogoče so za zdaj zelo nore, ampak meni verjemite, da bi se in gospodarstvo in nakup domačega gospodarstva res tudi dvignil. Z najbolj norimi stvarmi. Zato, ker mislimo, tako ki je v Ameriki, mora tudi pri nas biti. Ampak ni res, mi smo mehni, minikum, pa bodimo unikum. Pa si spomnimo nekaj, pa se prečistimo. Ljubljansko banko bi še zdavni lahko prečistili. Ja, no, resno. Ja, veste, meni referentka pošle domov, pa reče, pridite k nam na pogovor. Jaz sem rekla, kaj pa vi rad od mene? Ja, Jurija, dajte vezati. Jaz sem rekla, če ste pa toliko visok, toliko revna, da vam moram jaz Jurija dati vezati, ki ga rabim za splošno potrošnjo. Oprostite, jaz razmišljam tudi kot gospodinja, ne sem kot ekonomist. Potem ste pa na koncu. Pa takrat, če niso milijona splačali. Sem rekla, ta direktor, če ste toliko na koncu, ne milijon nazaj, prinese še enega zraven, ne da ga mu izplačamo. Pri nas noben ne upate reči, to reči. Ljubljanska banka, dajmo zajamčene in plače. Bomo pa videli, se jo prečistili. Boste videli, sem med sabo. Ja, jaz tako predlagam, da bo v bistvu, če še malo počakamo, bo odgovor ali pa kar nekaj na to temo povedal Tadej Kotnik. Jaz sem pa hotel sam še nekaj dodati, tako provokativno vprašanje Gregorju. Namreč, glede na vse te napovedane referendume in stavke, obstaja velika verjetnost, da bo tudi še katera od bonitetnih agencij znižala bonitetno oceno tej državi. In to verjetno obstaja velika bojazen potem tudi, ko smo rekli za delnice Krke, ali zakaj jo nihče ne kupuje. Namreč tam je kar nekaj tujcev, ki te delnice trenutno ima še v lasti. Kaj se bo s tem dogajalo naprej? Če bo enkrat v bistvu država že v bistvu kategorizirana kot tisto junk država, ki ni več vredna zaupanja,
kaj pol v bistvu lahko pričakujemo, da bo verjetno ti vsi skladi začeli delnice Krke prodajati, ne? Kaj misliš, Gregor? Zdaj spet ponavljam, da pač jaz Krke nikoli nisem podrobnosti analiziral, tako da ne poznam njihovih virov financiranja. Pač, če pade rating državi, ponavadi pomeni v tem, da tudi pade rating podjetjem, ki so tam situirane, in da se tudi podjetja tako težje zadolžujejo, oziroma po višjih obrestnih merah. Zdaj ponavljam, ne vem, ne poznam bilanc Krke tako dobro, da bi vedel pač, kje so njihovi viri financiranja. Ja. Ne, pa hotel sem, dejansko kar nekaj tujih skladov, ima v lasti Krko, in glede na, recimo, da imajo v bistvu v svojih strategijah naložbenje v recimo delnice, recimo določenih podjetij, ki sodijo v višjo boniteto, ko pa enkrat državi se znižala boniteta, bo to nastalo naenkrat problem. Ja, to je sicer bolj, kar se tiče obvezniških skladov. Mislim, da delniški skladi v svojih investicijskih politikah vendarle ne dajo take podrobnosti ratingu, ki ga ima določeno podjetje v portfelju. V bistvu v tem pogledu ni strah, Mislim, v tem pogledu ne bo strah, Pol predlagam, če nima nihče nobenega vprašanja, da kar Tadej prične s svojim delom. Vse slišimo, Ja, torej, jaz sem bil danes malo, oziroma že tudi prejšnji teden na podobni predstavitvi, malo v dilemi, kako bi ta svoj prispevek oblikoval, zaradi tega, ker nekako ne bi bilo čisto fair, če bi ga sestavil iz kolumn, ki jih mesečno pišem za Finance. Tisto ste verjetno marsikdo že prebrali, oziroma še tudi, če kdor ni, še vedno lahko prebere brezplačno, je javno dostopno na spletni strani. Tako da sem poskusil malo drugače sestaviti to današnje predavanje ali pa predstavitev. Zdaj, glede na to, res, da vas ni ravno stotine, bi jaz predlagal, da mogoče v katerikoli fazi vmes, če se porodi kakšno vprašanje, lahko kar sproti razrešujemo, da ne bomo pa zelo nazaj po slajdih se vračali. Če kdo vmes ima kakšen pomislek vprašanje, naj kar vpraša, ne bo to tako formalno predavanje akademsko. Jaz sem poskusil sestaviti iz enih 3 koščkov kolaža, ki se sicer z različnimi stvarmi ukvarjajo, ampak vse nekako sem poskušal temeljiti na številkah, na podatkih, ker je zadnje čase veliko nekega posploševanja, malo tudi populizma mogoče. Na eni strani slišimo, Slovenija je propadla ali pa je tik pred propadom, na drugi strani slišimo, stvari niso tako črne, kot se prikazujejo. Še največji problem je, ker včasih ene in iste osebe. En dan rečejo eno, drug dan rečejo drugo, odvisno od konteksta oziroma pač tistega, kar se mu tisti trenutek zdi bolj ugodno za njegov položaj. Zaradi tega sem jaz mislil na začetku nekaj slajdov posvetiti pregledu čist takih makroekonomskih kazalnikov, ki kažejo, kako slabo nam gre ali pa kako dobro relativno, pa po kaki poti smo tja prišli. V drugem delu bi se mogoče čisto malo obrnil na stvar, ki je doživela pred 2 mesecema zelo velik odmev v makroekonomskih krogih, v političnih, pa tudi v medijskih pa skoraj nobenega. To je ena študija Mednarodnega denarnega sklada, ki dejansko čisto nasprotju s tem, kar so oni sami prej trdili, kaže, da če se pas zateguje preveč na hitro, sploh v državah, ki jim že tako gospodarska rast pada, lahko to postane tako, kot rečejo, sami sebi štriko okoli vratu zavežemo. Tretji del je pa potem te banke, ki največkrat se vprašanja na njih nanašajo, kaj je dejansko z našimi bankami narobe oziroma v kolikšni meri je narobe ali pa še bo. Zdaj, če začnem s tem prvim slajdom, pogosto se sliši tako kot ena taka pavšalizacija tudi to, da reče, Slovenija je druga Grčija ali pa Slovenija gre po poti Grčije. Dejansko, če pogledamo te države, pa se osredotočimo ali pa omejimo na evroobmočje, te države, ki jih danes slišimo vedno znova izpostavljene, da so v težkem finančnem položaju, ugotovimo, da so do te krize, do tega kriznega položaja prišle po 2 zelo različnih poteh. Tu seveda niso zadeve čisto črno-bele, vidimo tle v tej tabeli približno, če gremo po vertikali navzdol, nekje na sredi so take, ki so nekje mogoče na pol, ampak če pogledamo to stanje dolg države, torej javna zadolženost, ob začetku ali pa tik pred začetkom te krize, to je takrat, ko sta bila Bear Stearns, Lehman Brothers, ta kolapsa še v povojih, sta Grčija in Italija že imeli
tudi po današnjih kriterijih, ki so se malo prilagodili, že zelo visok javni dolg. To, če malo pavšaliziramo še naprej, pa po domače povemo, to delno odraža to, da so njuni državljani živeli na preveliki nogi. Pokojnine so bile previsoke, davkov so premalo pobrali, tudi različni drugi socialni transferi, podpore so bile previsoke in tega država ne more tega ni mogoče vzdrževati drugače, kot da se vsako leto malo dodatno zadolžite. In tukaj kaže, v času, ko je bila konjunktura, ko je gospodarstvo cvetelo, sta ti dve državi že imeli kot državi javnega dolga čez 100% BDP-ja, kar na vsak način kaže, da sta imeli izdatkov preveč. Medtem ko po drugi strani, v drugi skrajnosti na vrhu te tabele, tam kjer smo tudi mi, sta pa Irska in Španija, ki sta imeli zelo zmeren, tako po tedanjih kot po današnjih kriterijih, ta javni dolg, ena 25, druga 36% BDP. To so stvari, za katere se danes takim državam se klanjajo. Sta pa imeli po drugi strani, to se sicer iz te tabele se mogoče malo bolj vidi iz zadnjega stolpca, sta pa po drugi strani imeli ravno v tem času konjunkture podivjan nepremičninski trg. Cene nepremičnin, če pogledamo spremembo v 4 letih, so na Irskem in v Španiji šle bistveno bolj gor. Moramo vedeti, inflacija ni bila niti približno temu primerna, da bi take odstotke upravičevala, da bi samo cene sledile. Po drugi strani, recimo Italija pa Grčija sta tudi imele neko rast nepremičnin, kar s konjunkturo ponavadi gre skupaj, ampak ne tako izrazite. Tu je že recimo v italijanski številki, je že polovico bi lahko inflacije pripisali, ali pa še malo več, 3/4. Potem imamo pa na sredi Cipr in Portugalsko, ki sta pa nekje vmes. Bili sta že zadolženi malo bolj, kot bi se spodobilo. Nepremičnine so sploh na Cipru tudi zelo rasle, Portugalska ne toliko. In tu, če pogledamo Slovenijo, ugotovimo, da je Slovenija precej bolj podobna Irski pa Španiji, kot pa Grčiji. Jaz tako nekako v šali, čeprav je malo žalostna šala, rečem, želeli smo si na nemško-francoski vlak, bali smo se, da bomo na grškega pač nekako prispeli oziroma na grškem pristali, v resnici smo pa na irsko-španskem. Ta naša na začetku zadolženost tudi pri nas ni bila. Teh 23% BDP je še manj kot Irska pa Španija takrat bilo, kar kaže, da ni diagnoza, ni ta, da bi mi takrat, tudi če smo iskreni, tudi ne gre za to, da bi javni sektor bil takrat preveč razsipen, kakorkoli pri nas je ključna ta res podobnost z Irsko in Španijo je bila, če pogledamo pri nas še večja razbohotenost takrat nepremičninskega trga. Delno je seveda treba povedati, da smo mi štartali z drugačne številke. Mi smo ob vstopu v EU imeli nižje cene nepremičnin, recimo glede na tipične, če jih normiramo z dohodkom, ampak smo pa veliko tega nadoknadili oziroma celo prehiteli marsikatero državo, s temi 46% rasti, to je povprečna cena nepremičnin po statističnem uradu v teh 4 letih. Take države, kjer so banke, mogoče se upravičujem, tukaj nisem toliko poudaril, ta nepremičninski balon ali pa razcvet, kakor mu rečemo, je v veliki meri bil posledica tega, da so banke strašno radodarno kreditirale. Banke tako na Irskem kot v Španiji in tudi v Sloveniji so komorkoli, ki je prišel z neko idejo, lahko tudi zelo megalomansko za nek nepremičninski projekt, so veselo odobrile kredit, sicer z nekoliko višjo obrestno mero, ampak takrat so vsi rekli, ja, ni problema, podpisali pogodbo. Na drugi strani so te cene nepremičnin lahko rasle tudi zato, ker so banke kreditirali tudi kogarkoli, ki bi želel to kupiti po takih cenah. Še posebej, tu se pozna korelacija pri tistih projektih, ki jih je financirala neka določena banka, recimo Gorenjska banka, je bila še toliko bolj radodarna tudi na drugi strani pri kreditiranju ljudi, ki bi želeli kupiti ta objekt. Po logiki važno, da se denar vrti, zdaj pa ga bomo čim prej spet dobili nazaj, pa bomo naslednji tak projekt kreditirali. In ko se je enkrat izkazalo, da je tu bil ogromen balon, ki je začel puščati, da so te banke nasedle, na Irskem se je to najprej izkazalo, delno tudi zato, ker je zelo odprto gospodarstvo, od teh držav, ki so bile tam omenjene, je kar naenkrat postalo dokaj očitno, da te banke ne bojo mogle same preživeti, da jih bo tako ali drugače moral nekdo rešiti. Enak problem kot na Irskem 3 leta, 4 nazaj se je še 1 leto prej zgodil v Islandiji. Tam so bile tudi 3 banke, ki jim rečemo zdaj v narekovajih državne ali pa domače, bile so vsaj v veliki meri v lasti domačih entitet, so ugotovile, da so čisto
globoko zabredle, ampak Islandija se je takrat odločila za nekaj, za kar se trenutno še nobena članica evroobmočja ni, in to je, da je rekla, te moje banke, tudi če so domače, tudi če so nacionalni biseri, nacionalni interes, kakorkoli, jih sistemske, islandske domače banke, jih je pustila v stečaj. Te banke so se na ta način teh svojih velikanskih dolgov, v katere so zabredle, v neki meri se rešile, potem so pa te banke pač izničile, tako kot pri stečaju spet začeli postavljati. Ampak Islandija je bila zaradi tega takrat deležna strahovitega pritiska z strani EU, ker je večina ljudi, ki so vlagali v te banke, v najbolj tvegane projekte teh bank, bila pa iz Evropske unije, predvsem iz Velike Britanije pa z Nizozemske. In je Islandija, zato ker se je odločila za ta stečaj, praktično bila 1 leto pa pol, 2 predmet neke take mednarodne izolacije. Britanija pa Nizozemska sta jih grozili z mednarodnimi tožbami, z blokadami diplomatskimi na vseh koncih zaradi tega, če ne vrne njihovim investitorjem teh njihovih tveganih vložkov. Zaradi tega se je Irska potem takrat še pod vtisom tega 2010. Odločila, da bo te svoje domače banke, tam so bile pa 4, ki so res močno zakopale, pa še 2, rečemo malo manj, se je odločila, da jih bo rešila. Banke je problem, da nikoli ne povejo na začetku, vse težko tudi objektivno oceniti, ampak nikoli na začetku ne povejo, kako globoko, kako luknjo imajo. Vedno povejo, se to poznamo tudi iz našega primera, rečejo, potrebujemo 300 milijonov, pa pol čez par mesecev rečejo še 300, pa čez nekaj mesecev. Na ta način grejo te reševalni paketi lažje skozi. Na ta način ga in parlament potrdi in državljani nekako to sprejmemo, če bi pa rekli enkrat, da potrebujemo 2 milijardi, ne bi pa verjetno konsens tako pri politiki kot pri državljanih se oblikoval, da tega pač ne moremo. Na koncu pridemo do istega cilja, ampak po takih korakih. Ja, prosim. Ja, zdaj Irska, če začnemo s temi se bom prišel do vseh. Irska je v 4 obrokih to reševala. Trenutno, zdaj so 4 paketi šli skozi, 80 milijard evrov so porabili, zdaj Irska je malo večja od Slovenije, ne? Ampak to znaša, če želimo nekako normirati, to znaša približno polovico njihovega letnega BDP. To ni polovica proračuna, to je polovica vsega, kar Irska na leto proizvede. Toliko denarja je država zmetala v reševanje teh svojih bank, ampak kot rečeno v 4 obrokih, prvi obrok je zgledal, mislim, da je bilo nekaj čez 10 milijard, potem je pa bilo še 20, pa še, postopoma. Španija je zdaj v takem stanju, da zadnjega pol leta poteka intenzivna debata, a naj te banke vse reši, ali naj kakšne pusti tudi, da grejo rakom žvižgat. In vlada ocenjuje, da bi ti stroški sanacije španskega bančnega sistema do stanja, kjer bi bile te banke sposobne spet same od sebe dihati, pa našle neke investitorje zunaj te državne malhe, potrebovala nekje 40 do 60 milijard. Neodvisni analitiki pravijo, ja, bolj realno je 3 do 5 krat toliko. Ampak za primerjavo BDP Španije znaša malo čez 1000 milijard, kar pomeni, da tudi če bo Španija šla po teh najbolj konzervativnih ocenah na polno v reševanje bank državno, še vedno ne bo to tako velik udarec, kot je bil za irski proračun. V Sloveniji so slabe terjatve slovenskih bank trenutno ocenjene na tam 6 do 9 milijard, pri tem, da smo mi že recimo približno 1,5 milijarde v to že vložili, neposredno in posredno prek državnih dokapitalizacij v zadnjih letih. Prej je bilo tega, ne štejem za tistega v 90-ih sanacije. Polovico tega približno odpade na NLB in NKBM. Spet, če primerjamo to z BDP Slovenije, vidimo, da tako globoko kot Irska naš proračun ne bi potreboval, oziroma mu bilo treba se zadolžiti, ker če pogledamo to tabelo, vidimo še tudi, kam je Irska prišla iz svojega zglednega dolga pred 4 leti in pol, do danes, predvsem, oziroma po veliki zaslugi zaradi tega zadolževanja. Španija je nekje na pol poti do tega, Slovenija recimo na četrtini. Seveda tega zdaj nikakor ne razumeti, kot da jaz svetujem, da naj država reši banke, daleč od tega. Hočem samo zato, da številke imamo pred očmi povedati, da če bo, jaz bom zelo obžaloval, ampak do tega prišlo, to ne bo za naš proračun tolikšna katastrofa, kot je recimo za irskega. Ja. Ko je šla banka v stečaj, kaj je bilo s tistimi podjetji, kot je bila banka delež noter? Mislim, kredite. Mi vemo, da v slovenskih bankah
Pač so kar lastniki... Krediti, ki so jih bili dolžne podjetja tem bankam, so jim še vedno dolžna. Te banke so pač dobile, tako kot se pri nas je terminologija, da rečemo, to je banka prevzemnica, ki prevzame nase poslovanje te banke, in če ta banka ima do nekih svojih komitentov, fizičnih oseb ali pa pravnih terjatve, te terjatve ostanejo. Vi se s tem, da bi šli v zelo slabo stoječo banko vzeti kredit, pa upali, da bo šla v stečaj, ne boste ničesar rešili. Ne, se vem, mislim, kdorkoli, ni bilo tako mišljeno. Kdorkoli, ne, podjetje, ki vzame kredit pri banki, se tega ne zlosa zaradi. Te bojo na vsak način ostala dolžna. NLB-ju ali pa njeni banki prevzemnici, naslednici bojo ostale dolžna te zneske. Temu se ne bojo izognila, da bi to morala plačati. Ne, to zdaj pa govoriva o čisto različnih zadevah. Če družba, ki je banki dolžna, gre v stečaj, potem pač je velika verjetnost, da banka ne bo tega denarja dobila nazaj ali pa majhen delež. Čisto drugo je pa, če gre banka v stečaj. To dvoje nima zdaj nobene zveze eno z drugim. Da ne bomo Rudi Zven, če se to sliši. Jaz bi se vrnil spet na Islandijo, ne? Ampak Islandija, če ravno šla svojo, bomo rekli, malo radikalno pot, ne? Je vse nekje izplavala, ne? Ona pač prepustila te banke, dobro, Islandija 250,000 ljudi, ne? Ampak je le nekaj je prišla, ne? Neki rezultati so, ne? Če ravno šla to radikalno pot, ko pravite, edina pač, ne? In kritizirala od teh vlagateljev. Islandija ima delno to prednost, da je imela tudi svojo valuto in se delno država temu, oziroma celo njeno gospodarstvo prilagodilo temu sesutju na ta način, da je ta islandska krona zgubila več kot 3/4 vrednosti. Na ta način je njeno gospodarstvo, njeni izdelki so postali zelo konkurenčni, privlačni za tujino in to se nekako zregulira. Evropske države, članice eurocone, tega mehanizma nimajo. To je in Irska in Španija, na ta način se ne bi mogli reševati. Se pravi, kot če bi šla Grčija v drahmo, recimo spet. Recimo, to je, kar je tudi Gregor rekel, tudi moje mnenje je, da na dolgi rok grška produktivnost, vsi ti njeni kazalniki notranji, njenih sposobnosti, niso na nivoju, ki ga je umetno nekako, ki se je zgradil s tem, ko je Grčija vstopila v eurocono. Oni ne bojo mogli, razen če bi evro zdaj po nekem čudu napram tujim valutam padel za pol, pa bi pač v Nemčiji pa teh dobro stoječih državah šle v evrih za to plače, pa vse ostalo za dvakrat gor. Ne? Potem na ta način bi Grčija spet bila gospodarsko konkurenčna. Ampak vse vemo, da ECB, ki je v veliki meri pod taktirko tudi Nemčije, ne pusti niti za procent temu evru zgubiti vrednosti. Evro recimo proti dolarju, tudi zadnje mesece tudi proti jenu je celo rasel. Te poti ni, ne? Tega članice eurocone nimajo. Tako da jaz mislim, da je to vprašanje mogoče ne mesecev, mogoče let, ampak da bo Grčija enkrat ugotovila, da dejansko tu na tak način ne more. Ne more biti evrosistemu, ne. Se pravi, bo rekel tako pogojno, ne, če je spet država v krizi, ki je po svoje trmasta, bo rekel, ki ne posluša, ne, mora dejansko potem vsekako prevzeti svojo, ne bo rekel, tolarja, neko svojo valuto in potem se lahko gre svojo igro. Vse to je žalostno, tudi za državljane, ki varčujejo v tej državi. Je to seveda žalostno, če imajo oni prihranke v domači valuti, s tem zgubljajo. Ampak po drugi strani pa tisti, ki so pa dolžni v tej domači valuti, so pa s tem razbremenjeni. Se to lahko rečemo tudi, da je krivica, ampak gospodarstva praviloma se prilagajajo slabemu svojemu stanju na ta način, da njihova valuta pade. Na ta način pa avtomatično po določenem času padanja postanejo bolj konkurenčna, ker še vedno doma se delovna sila plačuje v tej valuti, razen pri državah, ki so zelo velike uvoznice. Tam pa jim to nižanje vrednosti valute ne prenese. Se pravi, Islandiji je uspelo, recimo delno, iz tega mehanizma, ki je prevzela spet svojo krono, ne, krono ima imela, ne? Vse jo je imela, še ni, ona nikoli imela. V evrosistemu, ne, ja. Ker je imela svojo krono in ker je pač šla v radikalno, ne, ni neka posebnost, ne vem, da ima močno ribištvo ali karkoli, ni to. Ne, to je ne bi rešilo. To je samo je ne bi rešilo. No, če zdaj pogledamo spet malo naokoli, pa ker ni vse tako črno-belo, Španiji pa Grčiji,
Ja, sam da se ne bomo čisto ustavili. Jaz vprašam, a smem samo vprašati banke teh držav, ki so pač na listi, imajo skupno to, da je ta luknja, proračunska luknja oziroma denarna luknja nastala zgolj zaradi terjatov, zaradi slabih terjatov, a je mogoče še kaj drugega poleg? Ne, to je tisto, s česar smo začeli. Ne? Recimo neka Grčija, se ta številka pri Grčiji skrajno desno spodaj v stolpcu bi morala biti zdaj že 190. Teh 144 je zato, ker so Grčiji odpisali že lep kos njenega dolga, ampak kljub temu je projekcija, da bo zdaj v 2 letih spet 180 in so zdaj pred par tedni spet nekaj odpisovali, verjetno to bo šlo še enkrat, dvakrat, pa bo pa postopoma tudi te lastniki obveznic imeli že dost, ker bojo dojeli, da to ne pelje v smer, kamor ne bi želeli Grčijo spraviti. To, kar te številke kažejo, seveda dolg države narašča iz 2 razlogov. Eno je zaradi tega, ker preveč troši že za neke splošne zadeve, za plače javnim uslužbencem, za pokojnine, za socialne transferje, po drugi strani rase tudi zato, ker investira v najrazličnejše projekte, ne? Gradi avtoceste, obnavlja mostove, bolnišnice, šole je tudi treba zgraditi. Tretji prispevek, ki je pa pri Španiji, Irski in zdaj tudi Sloveniji vedno večji, je pa denar, ki ga meče z lopato v te domače banke, zato da bi ostale domače, to je ta nacionalni interes, pa naši biseri sistemske banke. Ne, zdaj, samo če grem približno malo naprej, se lahko nadaljujem, da ne bom se čisto ustavil na 3. slajdu od 8. Problem Španije pa Grčije, če se vrnem na, oziroma tukaj se najlepše vidi, ne, ta srednji stolpec je tudi njuna ekstremno visoka brezposelnost. Tu se moramo zavedati, brezposelnost pomeni, da država mora vsem tem brezposelnim tako ali drugače neko podporo nuditi. Ne gre tudi, ko poteče, če poteče potem tista doba, kjer dobivajo nadomestilo za brezposelne, so pa deležni potem nekih socialnih podpor, zaradi tega, ker če ne bi pač umrli od lakote. Tega se država ne more odreči, zaradi tega, ko se nam brezposelnost podvoji neki državi, se zaradi tega podvojijo tudi izdatki iz tega naslova. Razen, če se pač jasno v korak s tem niža pomoč za brezposelne pa socialno podporo, ampak vemo, da to prepoloviti tega ne moramo ob tem, ko se nam, rečemo, brezposelnost podvoji, ker s takimi sredstvi noben ne bo zdržal. In Španija in Grčija, zaradi tega, Grčija ima vse možne finančne bolezni, ki se lahko lotijo posamezne države, ne se vidimo, in ogromno je imela dolga že prej, zdaj je še dodatno, tudi Grčija delno bo morala svoje banke dokapitalizirati, zdaj ravno en del te pomoči, tisti, ki ne bo šel nazaj zahodnim bankam, posojilodajalkam, bo šel pa za dokapitalizacijo 4 največjih grških bank. Torej, na ta način je že tudi težko, država težko splava iz krize, če mora toliko izdatkov dajati za brezposelne in problem je tudi trend. V Grčiji, tako v Grčiji kot v Španiji, je bila brezposelnost pred enim letom okoli 20%. V Španiji mislim, da je bila to še kakšen odstotek manj. Zdaj je že 26 in vsak mesec narase za kakšne pol% točke. Ta trend s tem, ko bojo še javne uslužbence odpuščali, ne bo kvečemu še dodatno naraščal in zdaj je začela v zadnjem letu tudi na Portugalskem pa na Cipru zelo hitro naraščati. Na Irskem se pa približno ustavlja, tam okoli 15%. In če pogledamo en od problemov, ki kažejo, da na nek način je pa zadnji stolpec konkurenčnost gospodarstva, Slovenija je edina država eurocone, ki je v zadnjih 3 letih povišala minimalno plačo. Vse ostale države, ki imajo minimalno plačo, nimajo, skandinavske države pa Nemčija, definirane pa vidimo tle Cipr pa Italija. Vse ostale države, ki jo imajo določeno zakonsko, so jo bodisi obdržale na mestu ali pa samo indeksirale z inflacijo, Grčija jo je znižala, Slovenija je bila pa edina, ki jo je 2 leti nazaj povišala. In je to pripeljalo tudi strukturno, in to znatno, če se spomnite, za 20% skoraj. To je pripeljalo do problema, ki se dolgoročno zna odraziti, v tem Slovenija je zaenkrat zelo vzorna, primerjalno po brezposelnosti, ampak ta trend zna usekati, ker ti proizvajalci, ki so imeli pri nas tovarne, postopoma te tovarne zapirajo, ker se jim računica pri taki minimalni plači več ne izide. Zdaj, mogoče spet ena kot primerjava, če številke pogledamo, v zadnjem času slišimo, se je čisto prav, da smo samo kritični, ampak slišimo kritike tudi iz Bruslja in Frankfurta, češ da kako moramo čim prej ukrepati, kako naši makroekonomski kazalniki so dejansko slabi. Ampak če pogledamo, so te zadeve vseeno relativne, ne samo napram Grčiji, ampak recimo v desnem stolpcu je primer Hrvaške. Hrvaška ima dvojno brezposelnost v primerjavi z nami, BDP skoraj polovico nižji, višji javni dolg. Zdaj, ta četrti kriterij je
stvar debate, ampak Svetovni ekonomski forum vsako leto objavi tako imenovan indeks kompetitivnosti, ki kaže, kako smo industrijsko, gospodarsko konkurenčni, prilagodljivi in tudi po tem indeksu 7 je maksimalno točk, več točk pomeni boljši rezultat. Tudi po tem kriteriju smo mi, rečemo, ali malo manj slabi. Če pogledamo uradne bonitete 3 bonitetnih hiš, je Fitcheva za 2 stopnji nižja pri Hrvaški, Moody'sova za 1, S&P-jeva, ki je ravno pred včerajšnjem to boniteto spremenil Hrvaški, je pa za 5 stopničk nižja. Ne, tu se jaz ne trdim, iz tega sploh ne izhaja, da Sloveniji ni treba žugati s prstom, ampak recimo imamo pa primer države, ki pa meni ni mogoče, da se zadnje dni kakšna komunikacija dogaja zdaj po tem znižanju bonitete. Meni ni znano, da bi recimo Mednarodni denarni sklad na tak način žuga Hrvaški. Seveda je pomembno, da smo mi člani eurocone, zaradi tega smo potencialno, je kriza iz naše države nalezljiva tudi na druge članice, zato smo bolj pod pritiskom. Ampak vseeno zgolj, tako kot ilustracija, kako je vseeno vse relativno. Največjo past, če je mogoče zdaj, da ne bi bilo narobe razumljeno, na zadnjih slajdih zgledalo, kot da je Sloveniji neko svetlo prihodnost predvidevam. Največjo past, če primerjalno gledamo v primerjavi z drugimi državami v krizi, predstavlja naš nepremičninski trg, ker zdaj to vprašanje, a je to res zato, ker smo mi tako zaprta ekonomija, imamo tudi dosti večji delež lastniških nepremičnin, ampak tipično so padci cen nepremičnin v takih podobnih krizah neprimerno večji, kot smo ga do zdaj doživeli v Sloveniji. Če gledamo z vrha, to je 12 takih najpomembnejših kriz zadnjih desetletij, primerljivih, tudi finančno-gospodarskih. In vidimo, jaz le zato, da ne bi pa vsaki, če bi krivulje narisal, se nič ne bi videlo, ker bi se tako prepletalo. Jaz sem pri vseh ostalih potegnil samo daljico od vrha do dna. Na horizontalni osi so meseci, na vertikalni odstotki padca, povprečne cene nepremičnin in vidimo, ta črna krivulja, vijugajoča je pa Slovenija. Mi smo tu še zelo daleč od tega, da bi bili recimo nekje v sredini tega kanala. Če bi kdo rekel, ja, ampak to so države širom sveta, Malezija, Kolumbija, Finska, kaj smo, mi pa nismo primerljivi z njimi. Je pa tu primer, zdaj prav podatkov, tu pa začenjam z istega datuma za vse, pa primer za te države, ki jih štejemo, da so v krizi v euroconi. Na Irskem so cene nepremičnin v 5 letih in pol padle za 51% z vrha. V Španiji so trenutno pri 33% padca, Portugalska vidimo, mislim, da 29, Ciper je tudi tam nekje pri 27, Slovenija je pri svojih 13 ali 14, nad Slovenijo z manjšim padcem, čeprav za eno leto zaostajajo podatki Grčije, ampak tu moramo le iz tega prvega slajda, če se spomnimo, v Grčiji nepremičnine vseeno tudi niso rasle tako hitro pred tem vrhom, kot so v Sloveniji. Torej, tu zna biti še dodatna past, ker to, ko je bilo rečeno, da imajo slabe terjatve slovenskih bank, da so 6 do 9 milijard, če bojo naše nepremičnine izgubile, da rečem na pamet 30%, bojo morale slovenske banke pripoznati, da so tudi te nepremičnine, ki jih imajo v svojih bilancah, dejansko vredne 30% manj, kot so jih prej vrednotile, kar pomeni, da bo teh slabih terjatev oziroma realnih odpisov na dolgi rok še toliko več in lahko teh 9 milijard hitro postane 15. Kaj dosti več vseeno ne, ampak tam smo. Toliko mogoče o teh makroekonomskih kazalnikih. Zdaj, da jaz ne bi bil predolg, bom zelo na hitro se dotaknil tisto, kar sem rekel, da makroekonomisti zadnja 2 meseca zelo veliko govorijo o tem, politiki pa mediji pa nekako ne prav dosti. Dokaj znan pojav, temu nobeni ekonomisti, ne bolj liberalni, ne bolj socialno usmerjeni, ne oporekajo, je, da če država zniža izdatke proračunske, da to ne vseka samo po javnem sektorju, kar se na prvo žogo mogoče vidi, ampak močno vseka tudi po gospodarstvu. To je znano kot tako imenovan multiplikator, če država izdatke zmanjša za nek, ne vem, delta tle, v tem primeru delta G označeno, potem naslednje leto BDP te države pade za nek praviloma manjšo v običajnih razmerah manjši znesek, ampak je to nek A krat delta G, če recimo zmanjša država za milijardo izdatke, pa BDP pade za 500 milijonov, potem rečemo, da je ta A 0,5. In jasno, ker BDP in vse, kar se v državi proizvaja, denar, ki se obrača, pomeni tudi osnovo za pobrane davke, zaradi tega tudi proračunski prilivi naslednje leto, ko mi izdatke zmanjšamo, tudi padajo za še neko praviloma, še neko manjši znesek, ampak če je recimo za 200 milijonov, bi pa rekli, da ta drugi multiplikator je pa 0,2. In iz tega sledi zategovanje, pa so je na vsak način boleče tudi za gospodarstvo. Država manj investira tudi
tudi v projekte, pri katerih so močno udeležena zasebna podjetja, recimo gradbene, se to se v Sloveniji zelo pozna. Ampak, če zategujemo pas in če sta ta multiplikatorja A pa A krat B znatno manjša kot 1, vseeno dosežemo svoj namen. BDP nam malo pade, ampak naslednje leto je proračun bolj uravnotežen. In zdaj dolga leta, celo desetletja je veljalo, da je tudi takrat, ko smo v krizi, v recesiji, da je ta multiplikator okoli 0,5. Torej milijardo zmanjšamo izdatke, pa se za 500 milijonov zmanjša BDP naslednje leto. Zdaj pa ta zadnja alineja je pa Mednarodni denarni sklad šel zelo natančno obdelati podatke samo selektivno za recesije in so ugotovili, da ta multiplikator je pogosto nad 1, da je tam nekje do 1,7, 1,7 je primer za Grčijo zadnja 3 leta. Kar pomeni, kar je malo v nasprotju z intuicijo, ampak tako kažejo podatki, vi zmanjšate državne izdatke za milijardo, pa vam BDP za milijardo 700 pade naslednje leto. Kar pomeni, da ste zelo blizu že počasi tega, da boste tudi prilival, mogoče vam bojo tudi prilivi že zelo podobno padli, kot ste zategnili pasu, kar pomeni, da boste imeli čez 1 leto primanjkljaja še ravno toliko. Poduk tega ni, da ni treba šparati, ampak je, da če v krizi, ki je že res recimo Grčija v prostem padu, zahtevate od nje strašne zategovalne ukrepe, se to tako vseeno v tolikšni meri odrazi tudi na celem gospodarstvu, da naslednje leto ta država zna celo še manj pobrati proračunskih prilivov, zaradi tega je vprašanje, kaj boste s tem dosegli. To je še spet ne napačno razumeti, da je to argument proti zategovanju pasu, ampak je pa še en argument, da uprit temu, da se Grčiji ne bo uspelo na tak način znotraj eurocone in evra izvleči iz tega. In zdaj prav pred nekaj dnevi so izdali še eno bolj kot priporočilo, kjer v teh zadnjih vrsticah piše, da je potrebno biti zelo pazljiv, ko se zahteva zategovanje pasu in primerjati neka taka ostra zategovanja z nekim bolj zveznim postopnim prilagajanjem. Zdaj pa še čisto na kratko o bankah. Naše banke, jaz mislim, da je eno od osnovnih načel, ki nekako veljajo v vseh področjih življenja, je, da če si pred resnico zatiskaš oči pa gledaš stran, da s tem nič kaj dobrega ne dosežeš. To velja tudi v osebnem življenju, ampak velja pa tudi pri bankah. Mi preveč pogosto enačimo gospodarske subjekte nekako mogoče z ljudmi. Iz tega sledi tudi zaključek, da je stečaj vedno najslabša rešitev. V pacienta pač medicina vzdržuje pri življenju, kolikor ga lahko. Pri gospodarskih družbah to vseeno ni nujno vedno tisto, kar je prav. Določene družbe so tako globoko pod vodo, da vsako leto ustvarjajo samo izgubo, škodo za vse, ki so jim dolžne denar, delavci ne dobivajo plač iz meseca v mesec, poznamo te primere, tako da stečaja kot smrti podjetja vseeno ne gre enačiti s smrtjo individuuma. In pogosto je tudi to, če imamo mi včasih neke težave, svoje osebne pač gledamo stran, jih zanikamo, pa včasih telo samo pač ozdravimo, recimo. Pri bankah ali pa gospodarskih družbah je pa to zelo redko, oziroma zelo težko, da bi neka banka, ki tako tone iz meseca v mesec, iz leta v leto, začela kar naenkrat sama od sebe okrevati. Tu je treba ukrepati, tako kot pri resnih boleznih, pač je bolj smiselno k zdravniku. In naše banke vse skozi delajo, zdaj že kar nekaj let to, da rišejo rožnate podatke, posebej se pozna skozi leto, ko objavljajo četrtletne, polletne rezultate po 3 četrtletjih, so ti rezultati vsi zelo lepi. Zelo taki, da ne bi bilo nič zaskrbeti. Lani konkretno tukaj so na tem prvi stolpec, taki je rumen, pri enih se ga ne vidi, ker je skoraj nič. Lani so pod prvem četrtletju skoraj vse naše banke objavile dobiček. Po polletju so bile 3 banke, ki so rekle, da imajo nekaj izgube. Na koncu leta so imele to izgubo in to orjaško, marsikatera, vse. Samo letno poročilo pregleda revizor, tako da tam gre to skozi neko zunanje bolj objektivno sito, ampak potem se vprašamo, kaj se je zdaj tu vmes dogajalo. NLB je ob polletju objavila, da ima 1,5 milijona dobička. Na koncu leta je objavila, da ima 233 milijonov izgube. Tu je vprašanje, a ima tako lepšanje bilanc skozi leto kakršenkoli smisel, za nekaj mesecev mogoče res ti ljudje, ali pa ti posojilodajalci, ki terjajo od NLB denar nazaj, se mogoče malo umirijo, njene obveznice spet malo bolj škotirajo, ampak na dolgi rok to ne pelje v nobeno pravo smer. In jaz se bojim, da bo zelo podobno tudi letos. Jaz sem v enih 2 komentarjih opozoril tudi Banko Slovenije na to, da to verjetno nima smisla, ampak nimam vtisa, da bi tu bilo prav dosti razumevanja. Na dostih koncih se sliši to nepotrebno širjenje panike, škodljivo,
Ne? Boljš pustiti bankam mir, da delajo to, kar delajo, kar najbolj znajo. Če tle pogledamo, prvi stolpec pomeni, koliko so banke letos, oslabitve ne smemo čisto enačiti z odpisi. Odpisi so nepovratni. Oslabitev pa vi oblikujete, ker mislite, da bo treba odpisati, potem pa, če se izkaže, da ni res, jo pa spet odpravite. Torej, oslabitve so prvi korak pri bankah, ki ga morajo narediti za vse zadeve, ki pridejo pod resen vprašaj. A bo dobila nek denar nazaj, zato oblikujejo oslabitev. In tukaj vidimo, v drugem stolpcu so zneski, ki so jih do polletja banke oblikovale kot dodatne oslabitve. Potem imamo pa v tretjem in četrtem stolpcu terjatve zdaj za prvo polletje, ker se te spiski sestavljajo nekaj mesecev, za prvo polletje imamo že dokaj jasno sliko. Terjatve, ki so jih banke, te iste banke prijavile kot brezpogojne, to so take, ki na vsak način obstajajo, in pa potem še pogojne, ki bi lahko nastale, če bo recimo unovčena neka bančna garancija, ali pa če porok ne bo zmogel plačati, pa bo potem moral ta glavni dolžnik plačati. Vidimo izrazito spet diskrepanco med temi številkami. Ta drugi stolpec zelo kaže, tako kot na tem grafikonu, spet zelo rožnato slikanje podobe, ki, zdaj jaz ne vem, a ima namen metati pesek v oči ali nas umiriti, zato da ne bi bilo panike, kakorkoli. Ampak, če pogledamo bonitetne hiše, se včasih jih zelo črtimo, kritiziramo, so tudi vredne svojega denarja, kot rečemo v slengu, ampak vseeno slepe pa niso, imajo toliko in toliko analitikov, ki vejo, kaj računajo. In če pogledamo bonitete naših teh 6 največjih bank, kako so se v zadnjih 5 letih gibale, ne glede na to rožnato slikanje podatkov tlele, vidimo, da prav veliko preslepiti niso uspele teh bonitetnih hiš. Bonitete naših bank strmoglavljajo. NKBM pa NLB sta še tik nad tem, kar opredeljujejo kot mejo znatnega tveganja, zaradi tega, ker se je do zdaj skozi zadnja leta izkazalo, da jo je država vedno pripravljena nafilati z vseh koncev z davkoplačevalskim denarjem, če se ta potreba izkaže. Ampak tudi to postaja vedno bolj problem. Zdaj država je ravno zato, ker je gospa Klemenčičeva omenila 375 milijonsko dokapitalizacijo, ki bo 29. decembra je država že kategorično rekla, da tega denarja ne bo dala. Zdaj, jaz nisem čisto prepričan, pustimo se presenetiti v 2 tednih, ampak jaz bi zdaj s to sliko nažalost ne najlepše zaključil svoje flancanje, pa se vprašanjem prepustim. Hvala za pozornost. Kaj narediti? Ko? Jaz sem se to, pa sem poskušal v zadnjih 2 teh kolumnah financ opisati. Jaz mislim, da še vedno, vsaj za NLB pa NKBM, je prvi korak, ki bi ga bilo potrebno narediti. Naš minister sedanji finančni je tudi zagovarjal to svoj čas, še dokler je bil politično neopredeljen ekonomist, je poskusiti prodati te 2 banki čim prej. Čim prej prodati nekomu, ki bi jo kupil, pa če v skrajni fazi rečem, tudi če za 1 cent, ampak z vsemi njunimi terjatvami. To bo potem država odrešila, država ne bo več rabila not metati denarja. Pogosto slišimo, sej ne bo nobenega kupca. Jaz pravim, dokler ne objavimo takega vabila k dajanju ponudb, ne bomo vedeli. Neka NLB je res sistemska banka, pokriva celo Slovenijo. Mogoče bi kakšen velik strateg zahodni rekel, s tem, ko jaz kupim NLB, dobim pol tržišča, kar se tiče komitentov, poslovanja. Slovenija je vseeno država, ki je članica EU, Eurocone, OECD-ja. Na en način je neka logika, da bi nekdo želel tako na en mah prevzeti polovico tega tržišča. Moramo pa vedeti, da tem ta velikim zahodnim bankam zdaj, a bo tisto luknjo morala pokriti v višini milijarde ali 2 milijard. Če ona gleda na 20-letni horizont, da bo pokrila pol ene članice Eurocone, mislim, da jim to ni. Če gledate, kakšne odpise ali pa kakšne kazni plačujejo, ker so manipulirale tam z Liborjem ali pa kaj takega, da je tam 3 milijarde ali 5 milijard kazni. Mislim, da na ta način bi hitro z davkoplačevalskih ramen prestavili to na nekoga, ki bi, jaz sem skoraj prepričan, tudi dosti boljš upravljal to banko. Ko bo enkrat v lasti, upajmo, če bo nekih takih tržno usmerjenih lastnikov, potem ta banka ne bo več dajala kreditov mimo vseh gospodarnih načel, zato ker bo nek sekretar poklical nekega prijatelja v nadzornem svetu ali pa upravi, pa bo on potem tam v kreditnem odboru to zrihtal. Zdaj, na hitro še, če pa ne bo za 1 evro kupca ali pa 1 cent, potem pa vsaj vemo, da teh 2 bank res noben noče, pa iz tega naprej lahko izhajamo. Ti 2 banki sta potem realno tržno vredni 0. Kar pomeni, da tudi ko jo dokapitaliziramo, država je lani dokapitalizirala NLB po 116 evrov za delnico, letos po 41, najvišja upravičena cena take delnice je pol 1 cent ali pa 1 evro, nič več ni treba dati.
In tukaj sem še zadnji stavek, včasih rečejo, se to je itak, ker sta državni banki prekladanje iz enega žepa v drugega. To ni res, ker niti NLB, niti NKBM nista niti približno čist državni. Pri NLB recimo približno polovica, pri NKBM še malo več je lastnikov, ki so privatni lastniki. In s tem, ko država po takih visokih cenah dokapitalizira, te dve banki rešuje tudi te zasebne lastnike, ki zdaj pri NKBM-u smo lahko sočutni, ker so to tudi državljani, ampak če vseeno je to reševanje potem teh nekaj 10.000 zasebnih lastnikov na račun vseh davkoplačevalcev. In ti delničarji NKBM bi se lahko tudi pred 3 leti odločili pa po 25 evrov prodali to banko, ne, te delnice. Tako da tu so si morajo sami odgovarjati za svoje dejanje. Ja. Pa se vam res zdi recimo pametno, najlažje je prodati, ne, srebrnino ali ne vem kaj. Isto mu dosegli kot z gradbeništvom. Nalepka, ne vem, od Primorja, gor se da, vemo kaj, Strabag ali pa bo Por prišel in isto verjeten je interes avstrijski predvsem, kupiti to za 1 evro, dobiti nepremičnine v Sloveniji so vreden 140 milijard, neobdavčene. Če tako gledamo, zakaj navedemo 1% davk na nepremičnine, pa imamo rešen za 3 leta, banki bi pa za 100 prodali. Mislim, si tu gre za vse. Ne vem, pa pol trga prodati, kontrola prebivalstva, kontrola plačilnega prometa, vse družb in tako naprej. Ne? Mislim, mi se lahko ozremo po državah, ki so, recimo kaj zvem, na Hrvaškem, v BiH je večina bank tako ali drugače pač banke so vsem drugače, kot banke ne proizvajajo. Banke so neko krvožilje, po katerem se denar pretaka in jaz nimam vtisa, da bi zaradi tega te države imele, nikoli nisem zasledil, da bi se pritoževali, da zdaj te banke izčrpavajo nekako domače gospodarstvo, pa ta denar, dobičke, ja, ampak se dobički tako grejo pri lastnikom privatnim, pa kar je še večji problem pri NLB pa NKBM, tega dobička ni. Pa jaz se bojim pri takih trendih, da ga tudi še kar nekaj let ne bo. V tem času bomo pa davkoplačevalci še 2-3 milijarde ali pa ne vem, 9 dali not, preden bo to sanirano. En tak lastnik bi pa to prevzel nase. Kreditiral bi pa po moje še ravno tako, razen da bolj racionalno. Tistih, ki si ne zaslužijo, pač ne bi. Treba se vprašati, zakaj Američani nobene banke ne bojo prodali. Ja, pa se mislim, da čisto... Tako, ko so Kitajci hoteli recimo prevzeti. So pa dokapitalizirali večino tistih, kar jih država je reševala po res zelo nizkih cenah. Ne? Delničarji AIG-a, dobro, to je zavarovalnica ali pa Citigroupa so izgubili več, kot so, če gledamo po knjigovodske vrednosti, recimo do zdaj izgubili delničarji na NLB. Daleč več. 3-5% imajo še tečaja tam. Ja, in država ameriška je ustvarila profit z dokapitalizacijo njihovih bank. Ja, ampak naše so bile državne že prej, tako da... Tako, ne. Tu gre bolj za to, da ko so te banke približno začele dihati ameriške, so jih oni spet dali na trg, pa so jih zasebni lastniki pa skladi od države odkupili po višji ceni, kot je pa država v njih vložila. To je uspeh, No, sej, lahko tudi jaz ne bi imel nič proti, da bi na ta način poskušali, ampak jaz malo dvomim, da bi, če recimo NLB zdaj država sanira še z 9 milijardami, pa jo potem ponudi tako, da bi jo mi morali državljani za 15 milijard kupiti ali pa 10, da bi mi res ta denar stali v vrstah pa še enkrat. Vedno se moramo vprašati, kdo država sploh je, to ni nek abstraktni pojem, to so konkretni ljudje s čist konkretnimi privatnimi interesi in to je problem. Na proračunski strani smo pa to davkoplačevalci, ki nam pobirajo, če zmanjka pa pač še malo več. Zdaj ste mi že skoraj prehiteli, ne? Polovico odgovorov ste že dali. Namreč sprašujem, katera struja pa je potem tista, ki ne pusti prodati banke? Prej, ki ste rekel v 2 primerih. Prvič, če se banka proda, drugič, če se banka ne proda. Če se banka proda nekemu tujcu, ne? Jaz sem prepričan, da bodo vsi tisti prijatelji v narekovajih, ne? Se pravi od politike do, oni mogli dolg plačati. Vse to ste si že zdaj delno odgovorili. Tisti so sigurno med tistimi, ki najbolj nasprotujejo. Tako, ne? Tle vedeti, tle zdaj na tem grafu... Ja, pardon. Ja, in potem se sprašujem, pol ima ulica ta prave odgovore? Jaz ne rečem, da je ta pravi odgovor, posledica je granitna kocka, ampak ulica ima ta prave odgovore. Da so ljudje bili tisti prijatelji, ki so bili preveč pohlepni takrat, ki so prodajali oziroma napihali zemljo, ki so jo kupovali, gradili stanovanja, gradili poslovne prostore, za 46% povišali njihovo ceno, zdaj pa ne morajo odplačati teh dolgov. Delno, verjetno je res, mi ne smemo toliko, mogoče smo radi malo preveč jokamo. Delno smo si tudi sami krivi. Ja, situacija, v kateri smo, je delno tudi zato, ker so državljani brezkompromisno kupovali stanovanja, če je le banka dala kredit, pa če ni bil več 20-letni dovolj, pa 30-letni, marsikdo je tudi
na ta način. Balon ni tukaj ta teorija zarod, da bi rekli, zdaj pa tista oseba ali pa tisti nekdo je to vse pospletkaril. Baloni se dogajajo zaradi tega, ker so 100.000 udeležencev, ki sodelujejo v tej veselici. Polk je pa enkrat konc, nekaj rečejo, ko muska neha igrati, pa kažejo s prstom en na drugega. Ampak sigurno je velik del odgovora, kdo najbolj nasprotuje prodaji teh naših bank, so tisti, ki imajo še velike dolgove do njih in jim jih zaenkrat banke reprogramirajo iz leta v leto, celo nekaterim brez, da bi kakorkoli glavnico z obrestmi vred. Verjetno, ko bo en racionalni lastnik, tega ne bi več počel. Je pa tega vseeno vedno manj. So to isti lastniki, so to isti ljudje. Lahko, da so tisti, jaz bi samo omenil zaradi tega, mogoče vseeno pozoril, v Sloveniji trenutno kar 3-4 banke naše niso več domače, ampak so tuje. Societe Generale je kupila SKB, Banko Koper je kupila San Paolo Intesa, kdo je še, Unicredit je kupil, oziroma Unicredit je sicer na novo se k nam postavil, ampak tako Raiffeisen, imamo tudi kar neki bank, ki so v tuji lasti, pa tudi pri teh, da se ne bomo zdaj ozirali čez mejo. Tudi pri teh jaz še nisem zasledil, da bi kdo očital, recimo, Volksbanki ali pa Unicreditu, da neko diskriminacijo vrši slovenskih državljanov pa firm napram. Celo, če pogledamo te stečajne terjatve, jaz sem tle dal samo slovenske, te banke, ki bojo potencialno nas kot davkoplačevalce teple. Da ne boste mislili, Volksbank, Unicredit, to so tudi 100-milijonski odpisi. Unicredit je bil največji kreditodajalec Istrabenzu. Tako da ne gre za to, da bi oni vedno bili racionalni. Gre pa za to, da vseeno potem svoje izgube zobe stisnejo in najdejo neke notranje rezerve, da jih pokrijejo. Te banke, ki so v domači lasti, pa se na koncu k materi državi zatečejo in posredno k našemu davkoplačevalskemu denarju. A imamo vsaj malo uporabno podlago za kakšno prognozo nepremičninskega trga v letu 2013 pa v naslednjih letih? Ja, jaz več kot tole, tega grafikona ne znam narisati, ampak če pogledate zadnji 2 poročili geodetske uprave, zdaj se nekako, mislim, da so po prvem četrtletju so napisali, da je sicer padec, ampak da je še prezgodaj trditi, da gre za trend. Po drugem četrtletju letos, ko so spet padle cene, mislim, da ni bilo na to temo nič komentarja, zdaj po tretjem četrtletju, ki je sred novembra je šel, pa že piše, da očitno gre za ustrajnejši, dolgoročnejši trend. In sej, to je, ta grafikon to najbolj kaže. Ko nepremičnine začnejo padati, je to en tak kamen, ki se vali po hribu. Ljudje zvejo, da pada, zaradi tega še bolj nehajo kupovati. Tudi prodajalci, ki so prej ustrajali, čakali, mogoče se bo pa vreme zjasnilo, potem malo popustijo in to je pol taka začaran krog, ki kar vidimo tle do 8 let lahko mogoče traja. Na Japonskem traja 20 let že. Ampak Japonska je res taka zelo specifična država, zato je nisem tle gor dal. Ampak na Japonskem cene nepremičnin 20 let že postopoma, če inflacijo upoštevamo, lezejo dol. Tako da ta slika po mojem zelo ni rožnata. To je največji problem naš, ker bo iz tega banke morale še dodatne slabitve delati. Kako je pa možno, da so se to... Kako je pa možno, da recimo zdaj že toliko časa menili, pa v bistvu so pesimistične napovedi za nepremičninski trg že od leta 2008-2009, pa v bistvu cene še niso padle. Kako je to možno? Tu moram jaz reči, da sem na osnovi takih napovedi tudi jaz pričakoval precej hitrejši padec, čist po analogiji. Ampak je, več dejavnikov je se verjetno še, če bo Gregor tudi lahko kakšnega predstavil. Pri nas je res relativno majhen trg, zaradi tega, ker je tolikšen delež ljudi ima že svoje lastniška stanovanja. Tudi najemniški trg je bistveno manj razvit. Na zahodu imamo mi veliko poklicnih najemodajalcev. Ljudi, ki imajo v lasti cel blok, če hočete, pa dajo v najem. Pri nas je najemodajalcev večina priložnostnih. Najamete stanovanje, pa reče, ampak čez 2 let, ko se sin vrne od nekje, boste morali pa ven. Ali pa kaj takega, ali pa vsaj potencialno, ki tudi niso, oni ne prispevajo prav zelo k likvidnosti tega trga. In zaradi tega je relativno majhen delež, sploh pa potem pa še Jazbinškov zakon, ki je tudi naredil nas lastnike nepremičnin, ampak neka časovna konstanta tle je, ampak postopoma, imate družine, otroci so že šli, oni so v 4-5 sobnem stanovanju, to je počasi, mudi se jim, ampak počasi bi morali prodati, ali boste pa celo življenje plačevala za kurjavo 3-krat več, kot bi bilo treba. In tu neki kompromisi, ljudje smo taki nekaj časa spet stran gledamo, pa začnemo kompromise sklepati. In to tudi po analogiji tega, vse ti padci niso se vsi zgodili v prvem letu. Prej ali slej pa se začne to valiti.
Jaz moram reči, da imam tako mnenje, da nas v bistvu s to statistiko prodajo nepremičnin in padcem cen zelo zavajajo. Ker tukaj bi mogli imeti en tak grafikon, padec cene na prodano nepremičnino. Se pravi, mislim, kaj nam pomeni padec cene za 30% ali pa za 13%, če se je v Sloveniji prodalo 300 nepremičnin v enem letu. Mislim, to je larifari, ne. To ni noben podatek. Je pa delno, ne, to verjetno... Vsi ostali, vseh 30,000 nepremičnin, ki so pa na raznih portalih, se pa nikoli ne proda. To sploh niso realne cene. Potem pa vprašaš poroznega posrednika, pa pravi, ja, sej, potem, ko pa pride dejansko do nekega konsenza med kupcem in prodajalcem, potem se pa vidi, da je on spustil še za 15-20%. To bi mogel biti pravzaprav podatek usporeden. Toliko nepremičnin je bilo prodanih in toliko je padla cena. Tle je verjetno še en problem, pri nas geodetska uprava sama razkrije v metodologiji, da ona vzame poročila, ki jih prejme, potem pa izloči tista, za katera presodi, da niso čist kredibilna. In zdaj, če razmišljamo čist tako po zdravi pameti, če vi dobite poročilo, da je nekaj bilo prodano po zelo visoki ceni, nimate razloga dvomiti, tle bojo davki kar visoki plačani. Če pa nekdo poroča, da je sred Ljubljane prodal stanovanje po 1200 evrov na kvadrat, pa v principu lahko rečete, to je pa mogoče bil transfer med prijateljema, ki sta namenoma nekaj mimo pogodbe dala, zato da je manj davka. Ampak geodetska uprava zato praviloma izloča tiste najnižje ponudbe, ki ni nujno, da so vse take. Jaz imam znanca, ki je kupil za 1300 evrov na kvadratu v Fužinah stanovanje par mesecev nazaj, res je bilo v razsulo, ampak on je rekel, enih 15 evrov bom še dal, pa bo v redu. Zdaj, če to takih geodetska uprava v svoji statistiki ne upošteva. Jaz sem jih parkrat pozval, ne še surove podatke objavijo, pa jaz sem naletel na armiran beton. Sem rekel, naj poleg povprečja tudi mediano objavijo, ki statistično več pove. To je tista srednja cena, če razporedimo vse cene od najvišje do najnižje, ker pri povprečju je tako, da imate 3 stanovanja po 1000, pa eno, ali pa 4, pa eno po 6000, pa prijete na 2000 iz tega. Povprečje manj pove kot mediana. Jasno, da nekje res v nekih elitnih, mogoče v stari Ljubljani, tam v tistih hišah, pa je res 4-5 tisoč mogoče kakšno. Pa ker je poslal tako malo, to potegne povprečje gor, tudi mediane jih nisem prepričal, da bi objavili. Tako da, teorija zarote gor ali dol, ampak... Zato gre, da potem kao 100 stanovanj pade cena na dodatek. Ja. Gre pa za 6 stanovanj. Prodajalci se veliko ravnajo tudi po teh uradnih statistikah, ker vidijo, da je povprečno za Ljubljano 2300, reče, ne bom dal nižje, prej ali slej bo prišel kupec. Zato pravim, da je to pol tak začaran krog. Ko bo enkrat te številke, zdaj že padajo 3/4 uradno, to bo povzročilo, da bojo prodajalci prilagodili, pa bo pol tudi naslednja poročila toliko nižja. Kako vpliva na naravno gibanje, recimo padanje cen, dejstvo, da ponudba kakršna je, ker novograden v tem trenutku pravzaprav ni. Ponudba takšna, kot danes je, bo še naslednjih let ravno tolikšna, oziroma bo nekaj manjša, ker nekaj prodaj vendar ne bo. Kvalitativno je to lahko argument v nasprotno smer, da se bojo cene stanovanj začele višati, zaradi tega, ker je ponudbe premalo. Ampak po drugi strani pa tako, kot je gospod omenil, mislim, da je za Ljubljano res uraden podatek okoli manj kot 300 poslov na četrtletje. To je, in teh nepremičnin je pa samo v Ljubljani takih, ki so uradno novogradnje na ponudbi. Tudi če pustimo te, ki so tako, samo novogradnje novih objektov je 2000 stanovanj po tamalem. Tako da jaz mislim, da v tem pogledu ni dvoma, kdo bo... Če kupcev ni. Ja, delno jih seveda tudi ni zaradi tega, ker tisti, zdaj spet, če malo poenostavljam, tisti, ki so zadeli na lotu ali pa dobili z denacionalizacijo, so si v prejšnjih letih pač kupili stanovanja po takih nivojih, ki so si jih lahko privoščili. Zdaj si pa lahko privošči povprečen kupec tisto, kar pač izplač lahko našpara. In banke sicer so šle skozi ta zadnja leta iz 20-letnih na 25 pa 30-letna kreditiranja, tudi za 35 let dobite na NLB-ju, če se greste zmeniti, pa ste dovolj mlad. Ampak... Pa je delež višji tega svojega denarja, ne? Ja, to je zelo odvisno. Uradno na NLB spletni strani piše, da morate imeti 40% ali 30% lastno udeležbo. Če vi hočete kupiti stanovanje, ki ga je pri izvajalcu, gradbincu financirala NLB, vam bojo dali 100.
Zaradi tega, ker na ta način vi vseeno to kupite, oni na ta način razpršijo tisto tveganje, da ta napol insolventni ali pa že insolventni gradbinc tega ne bo vrnil, oni pač to razpršijo med 200 kupcev stanovanj, med katerimi mogoče kdo tudi ne bo, ampak večina pa verjetno tako ali drugače bo. Tako da tu ni problema. Banke, kreditni krč je res, ampak napram gospodarstvu, ampak napram nakupom novograden nepremičnin ga pa ni. Če greste k tisti banki, ki je kreditirala ta konkretni projekt, vam bo dala kredit, skakala bo od veselja. Ja, sej sem zato pa grejo na 30 let, ne vam dajo tudi kredite, zato da pač ja ste. Zdaj tist, ki pa še to ne more, pa pač mu ne morajo dati, ne, se to pa ja. Lahko vprašanje za gospoda Pipana. Mogoče se vrnemo malo na delnice, kaj bi lahko bolj konkretno povedal, recimo, vsaj po sektorjih. Kitajski trg, recimo, smo omenili. Ja, recimo en sektor, ki ga jaz vidim kot perspektivnega v naslednjem letu bi utegnila biti tehnologija. V letošnjem letu je precej zaostala za ostalimi, po drugi strani imajo pa precej dobre bilance. Imajo zelo veliko keša in pač to, ali bodo odkupovali lastne delnice, ali bodo šli, ali bodo večali izplačevanje dividend. Upajmo, da ne bodo šli v neke neracionalne prevzeme, tako da tehnologija bi v tem letu utegnila pač outperformati osnovni indeks. Ampak to so pričakovanja. Zdaj, za 100% ne morem reči, da bo ta sektor ravno tisti, na katerega je veljavno staviti. Isto, kar sem rekel že prej, trajne dobrine, sploh tistih podjetij, ki izvažajo na kitajski trg in na ostale azijske trge, bi utegnile biti v tem letu bolj perspektivne od osnovnega delniškega indeksa. Industrija, spet tistih podjetij, ki izvažajo na azijski trg, bi utegnila biti bolj perspektivno od ostalih. Zdaj, v konkretne papirje pač ne bi šel, ker to zavisi od celotnega portfelja in je pač treba gledati res celoten portfelj oziroma širše po vsakega posameznega vlagatelja, da se določi pač neko ciljno tveganje, ki temu vlagatelju pristoji.